V monografiji obravnavam enega najbolj kompleksnih vprašanj sodobnega prostorskega načrtovanja, in sicer zakaj pri umeščanju objektov prihaja do konfliktov, zakaj pri nekaterih ne, kako ti konflikti vplivajo na procese načrtovanja, kakšni pristopi se uporabljajo za reševanje konfliktov v načrtovanju in pa tudi kako vplivajo na končno sprejemanje odločitev o posegih v prostor. V izhodišču izhajam iz tega, da vsak poseg v prostor je potencialno konflikten, ker je prostor omejen. Pri večjih infrastrukturnih projektih so pa ti konflikti še toliko bolj pogosti, ker gre za izjemno velike porabnike prostora. V Sloveniji imamo pa, kot vemo, tudi zelo razpršeno poselitev, zato so taki projekti še toliko bolj konfliktni. Namen te knjige ni bil samo teoretična razprava o konfliktih, ampak tudi iskanje odgovora na vprašanje, kako v praksi dosegati večjo družbeno sprejemljivost takih večjih infrastrukturnih projektov. S to knjigo sem nekako skušala zapolniti vrzel v slovenski literaturi, s tem, da na bolj celovit način obravnavam konflikte. V teoretičnem delu sem predstavila, kako dosedanje teorije v prostorskem načrtovanju obravnavajo konflikt, in sicer od racionalnih pristopov, ki v bistvu bolj ali manj ignorirajo konflikte oziroma jih skušajo preprečiti s tem, da odločanje prepuščajo predvsem stroki, pa do bolj sodobnejših deliberativnih modelov, ki pa v bistvu izpostavljajo konflikt tudi kot eno priložnost za iskanje boljših rešitev, za vključevanje javnosti, za argumentirano razpravo med udeleženci v načrtovanju. V knjigi sem konflikte obravnavala na 2 študijah primerov. V bistvu gre za slaba primera iz Slovenije, in sicer prvi je umeščanje v prostor avtocestnega odseka mimo Trebnjega. To je bil v bistvu zadnji del dolenjskega kraka avtoceste, ki so ga zaradi konfliktov v prostor umeščali 15 let. Primer pa pokaže v bistvu to, kako je takratna državna varčevalna filozofija ostrega svinčnika kmalu po osamosvojitvi Slovenije trčila ob interese varovanja kulturne dediščine, pa tudi na močan odpor lokalne skupnosti. Drugi primer je pa severni del 3. razvojne osi na odseku med Šentrupertom in Velenjem. Tukaj je pa v bistvu prišlo do konflikta tako z lokalnimi skupnostmi, kot tudi v bistvu stroko. Stroka je zelo razdeljena bila glede umeščanja tega odseka v prostor, pa tudi gre za, tukaj je šlo tudi za nasprotovanje zaradi varstva najboljših kmetijskih zemljišč. V bistvu oba primera sta tudi kar primera take relativno slabe komunikacije odločevalcev z lokalnimi skupnostmi in tudi med sabo, stroko. In na koncu je pri 3. razvojni osi seveda ta primer šel celo do sodnega spora in pa do ustavne presoje. Ključna priporočila so tudi v bistvu na koncu knjige obravnavana, torej ne zaključim le pri analizi preteklosti, ampak tudi ponudim konkretna priporočila na podlagi primerov za prihodnost načrtovanja večjih infrastrukturnih projektov, predvsem na primer zgodnejše vključevanje javnosti in lokalnih skupnosti, v bistvu že takrat, ko so še odprte možnosti, ne takrat, ko je že načrt narejen, ko se ne da več delati večjih popravkov in sprememb. Potem tudi stroka v teh procesih načrtovanja bi morala delovati bolj fleksibilno, svoje rezultate boljše argumentirati, s čimer bi dosegali večjo legitimnost odločitev, pa tudi jih na bolj jasen način te odločitve predstaviti javnosti. Predvsem pri linijskih infrastrukturnih projektih, kot so ceste, avtoceste, je pa seveda pomembno tudi
komuniciranje med različnimi občinami, med različnimi regijami. Pri tretji razvojni osi se je tudi lepo pokazalo, da pač razdelitev daljše avtoceste, hitre ceste na manjše odseke niti približno ni vodilo v zmanjšanje kompleksnosti tega problema oziroma v reševanje konfliktov, ampak jih je še poglobilo, ker je bila prekinjena komunikacija med regijami in občinami, ki imajo seveda različne potrebe in pa omejitve. Kot vemo pa seveda pač ignoriranje konfliktov oziroma prikrivanje teh konfliktov v prostorskem načrtovanju seveda vodi v še večje nezaupanje ljudi v take velike infrastrukturne projekte, kar dolgoročno seveda ni v redu, ker zaradi nasprotovanj, ki izhajajo iz nezaupanja, seveda lahko pride do tega, da se kakšni projekti, ki so sicer dobri ali pa zelo potrebni za državo, razvojni projekti ne uresničijo. Za konec bi se rada zahvalila vsem, ki so omogočili izid tega dela, predvsem recenzentoma, dr. Naji Maroti in dr. Stanku Pelcu, pa seveda urednikoma knjige Davidu Boletu in Janezu Naredu, seveda tudi založbi ZRC in Geografskemu inštitutu Antona Melika za izdajo in podporo raziskovalnemu delu.